Dajte nam vi razložiti pravzaprav, kako pomembna pridobitev je to za našo državo. Dejansko za samo državo je to ogromna pridobitev, ne samo zato, ker bomo in imamo dejansko 250 začasnih nastanitev, ki so vrhunske tudi kvalitete. Tukaj ne govorimo o šotorskih namestitvah ali nekih drugih improviziranih namestitvah, ampak govorimo o kontejnerskih, klimatiziranih namestitvah na sodobnih posteljah, tudi zdravniških posteljah, ki so prilagojene za zdravnike, za bolane osebe. Enako je vse klimatizirano, ima tudi električno in drugo oskrbo od fotovoltaike, kar pomeni, da je samozadostno. Hkrati ima pa tudi vso ostalo spremljajočo infrastrukturo, od pralnice do kuhinje, do sanitarij, do skupnih prostorov, tudi do igralnice. Lahko postavimo tudi vrtec ali šolo, če je potrebno, in vse skupaj to za 250 oseb. In kako velik projekt je to v resnici, ne samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropsko unijo, pove podatek, da takega projekta v Evropi ni. In da med 6 državami, partnericami, ki bomo v tako imenovanem projektu kapacitete Evropske unije, RSKU, zagotavljali skupaj 10.000 začasnih nastanitev, je samo Slovenija, ki ima to vrstno nastanitev v kontejnerski obliki, ki je združljiva za 250 oseb in se kadarkoli lahko uporabi v primeru potrebe v Republiki Sloveniji, v primeru, da pa ga katera druga članica Evropske unije zaprosi, se pa odzovemo v 12 urah z kompletno ekipo, postavimo takšen kemp, vzdržujemo 3 tedne in v tem času naučimo domačine, da ga oskrbujejo. Kar pomeni, da je bil tudi organizacijsko, kadrovsko izjemno zahteven zalogaj. Zdaj, ker smo ravno v takem času, ko se na Bližnjem vzhodu širi vojna, je to najbrž gre za naključje, da ga predstavljate ravno zdaj ali kako? Ne, gre za malo vizionarstva. Sam projekt smo na upravi začeli nekje leta 2022, takoj po covidu, ko je Evropa ugotovila, da je manjka strateške kapacitet, tako glede surovin kot nastanitev in vsega ostalega, ker praktično kot Evropa nismo imeli do takrat take kapacitete. In Slovenija se je prijavila, kot na rekel, med prvimi 6 državami, da to naredi. Projekt smo v 3 letih tudi dejansko izvedli, kar pomeni, da smo nakupili vse ta sredstva, ga skreirali, jih nakupili, usposobili ekipo. V tej ekipi je več kot 160 ljudi, Rdečega križa, skavtov, slovenskih tabornikov in tudi enot Rdečega križa ter naših enot za hitro intervencijo URSZR. In danes smo tukaj na zaključni postavitvi tega modula, kjer predstavljamo samo 50 nastanitev, kar pomeni, da dejanski tabor je 5-krat večji in vsebuje preko 160 kontejnerjev in če ga postavimo v celoti, je eno nogometno igrišče premajhno. Tako da je pa seveda odziv na prejšnje razmere in vizija, da smo pravilno se odločili, ker lahko to pokoristimo tudi danes. Še eno od mogoče pomembnih stvari pa je, da vse, kar tukaj vidite, vse postavitve, vse tehnične rešitve, vse, kaj delamo, je izključni plod dela Uprave za zaščito in reševanje in zaposlenih na Upravi za zaščito in reševanje v podpori Ministrstva za obrambo. Zdaj, to je evropski projekt, o kakšnem denarju, o kakšnih sredstvih, ki smo za to namenili, lahko še to mogoče? Sam projekt ima približno 7 milijonov evropskih sredstev, ostalo je prispevala še Uprava za zaščito in reševanje, to je približno 9 milijonski projekt. Je pa potrebno povedati, da v teh 9 milijonih je samo oprema, ki jo danes vidite tukaj, kar pomeni kontejnerji, agregati, postelje, kuhinje, pralni stroji, pomivalni stroji in vse podobno. Ni pa bil vključen v ta projekt tudi vse logistične kapacitete, ki jih tukaj tudi danes lahko vidite, od kamionov do viličarjev, do dvigal in vsega ostalega. To je pa morala zagotoviti država sama. In tukaj Slovenija z lahkoto to zagotovila. Tudi danes vidite te kamione, ki so tukaj, so kamioni, ki so kupljeni iz evropskega denarja za tako imenovane poplave in se bojo koristile multifunkcijsko, kar pomeni, da smo vse te projekte načrtovali celovito, da en drugemu pomagamo in uporabljamo za več namenov. Kje bo to pospravljeno? Vse to je danes že locirano na skladiščih pri pogodbenih izvajalcih, kajti uprava ne razpolaga s tako velikimi kapacitetami. Tudi je zadaj pogodba z prevoznikom Inter Europa, ker če gremo mi na 400 km oddaljeno lokacijo, takrat potrebujemo vsaj v prevozu določene pomoči specialnih podjetij. Vsa ostala oprema, kot pa že imamo za delo, za postavitev, je pa locirana v Rojah v